Kot ste slišali, so nam mladi povedali tudi, kaj menijo o ukrepu, s katerim je vlada omejila športne dejavnosti. Večini izmed vas so zaradi novih pravil športni treningi namreč odpadli. Število okuženih z novim koronavirusom se v Sloveniji, tako kot v drugih evropskih državah, povečuje. Zato vlada skoraj vsak dan sprejme kakšen nov ukrep. Z mano je zdaj Neža, ki bo pojasnila, kaj se dogaja. Živjo, Neža. Zdravo. Neža, cela Slovenija je trenutno rdeča. Kaj to pomeni? To pomeni, da se je v zadnjih 14 dneh v vseh regijah v Sloveniji med 100 tisoč prebivalci okužilo najmanj 140 oseb. Temu razmerju rečemo incidenca ali pojavnost, odrasli oba izraza pogosto uporabljajo, da bi opisali, kako razširjena je bolezen. In zdaj je incidenca, če ponovim ta izraz, taka, da se je vlada odločila sprejeti ukrepe. Drži, od jutri naprej bodo vsaj za teden dni zaprti trgovski centri, še vedno pa bodo odprte denimo trgovine z živili in hrano za živali. Vse, kar potrebujemo, bo torej na voljo. V ponedeljek pa se zapirajo tudi vrtci, a bo za najnujnejše varstvo vaših mlajših bratov in sester vseeno poskrbljeno. Zapirajo se tudi hoteli in če smo še prejšnji teden rekli, da boste tisti, ki imate rezervirane počitnice, te lahko izkoristili, to žal ni več mogoče. Zadrževati se moramo v svojih regijah, še vedno pa lahko tam obiščemo knjižnico, muzej ali galerijo. Ti namreč ostajajo odprti. Kulturne počitnice torej. Nam je pa veliko mladih pisalo na Instagram in spraševalo, kaj bo pa po počitnicah? Ja, za zdaj lahko rečemo le, da pouk bo, ne pa ali nadaljavo ali v razredu. Seveda si vsi redno umivamo roke, nosimo maske, v studiu imamo pregrado. Skratka, počnemo vse, kar se da, da bi ustavili širjenje koronavirusa. A lahko se zgodi, da nam to še ne uspe v naslednjem tednu. Če se bo število okuženih na 100 tisoč prebivalcev povečalo, bo najbrž obveljal ukrep pouka na daljavo. O tem bodo sicer sredi naslednjega tedna odločali ministrica za izobraževanje in drugi ministri v vladi. Torej, pripraviti se moramo tudi na možnost pouka na daljavo za vse, čeprav za zdaj še ne vemo, kaj bo, in vsi stiskamo pesti, da premagamo ta koronavirus in zajezimo širjenje bolezni. Neža, hvala.